Farmacija je izgubila zaupanje mnogih ljudi zaradi laži in plasiranja nevarnih cepiv, od katerih mnoga vsebujejo viruse, nečistoče in težke kovine, ki zastrupljajo naše telesa. Na trgu ponujajo neučinkovita ali slabo učinkovita sredstva. Farmacevtske multinacionalke vršijo pritisk na vlade, ki po navodilih sprejemajo zakone, ki škodijo ljudem in državam. Nam pa predvajajo strokovno pripravljeno propagando. Bi lahko danes rekli, da se ljudi zdravi, a ne pozdravi? No, najprej okrog cepiv nekaj besed. Torej, obrat, ki smo ga spregledali v javnosti, se je zgodil s tem, narekovajo, zdaj pojavom prašičje gripe. Zakaj to pomembno? Do takrat je bila sestava cepiv obveza korporacije. Ne samo sestava cepiv, tudi vsi potrebni laboratorijski testi, ki so mogli trajati za vsako cepivo najmanj 2 leti. To izvira, to je manj znano javnosti, iz drugega Nürnberškega sodnega procesa. Prvi Nürnberški sodni proces po drugi vojni je bil namenjen politikom in generalom. Ta manj znani drugi pa namenjen zločinskim zdravnikom v lagerih, v taboriščih. Poznamo Mengeleja, te šole proti njega, ki je pobegnil pa neznano zginil. Ampak da se ne ponovili eksperimenti na ljudeh, kot so jih nacisti izvajali v taboriščih, je mednarodna medicinska javnost postavila stroje kriterije za cepiva. Tudi za zdravila, ampak tudi za cepiva. Torej, najmanj 2 leti natančnih testov v protokolih. In jasno, javno sestava cepiv. Objava, kaj je cepivo, kaj sestava neko določeno cepivo. S prašičjo gripo, mi se moramo malo spomniti zdaj, kako nas je Big Pharma posilevala z nekimi grožnjami pandemičnimi, zatela prodaja cepiv, pozdravili. Sprav spet lahko rečemo, da je bilo spet problem, reaction, solution, oziroma problem, reakcija in pa rešitev, ki so nam... Tudi nore krave so nenavadno tiho zginile, potem smo jim ptičjo gripo, prašičjo, pa vse te ekscese. No, pri prašiči se pa zgodil ta precedens, da je WTO, torej WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, razglasila največjo nevarnost in s tem je suspendirala vse možne predpise in so v 2 ali 3 mesecih že kar ponudili cepivo. S tem so kršili vse mednarodne dogovore, sporazume in tudi so kršili načela drugega Nürnberškega tribunala. Pa še nekaj bilo, suspendirali so vsebino cepiv. Sestavina cepiv je postala poslovna tajna korporacija. To smo mi vsi spregledali, tega se sploh ni pisalo v medijih nič. In pa danes pomembno vedeti, zato jaz staršem, ki nočejo, ki ne dovoljajo, da bi otroke cepili, priporočam samo en stavek, da rečejo, če jih bodo kdo grozil z kaznijo pa sankcijami. Ko zdravnik mi je povedal sestavino cepiva, bom jaz premislila, če je to mama, ali dam otroka cepiti ali ne. Dokaj pa ne bom vedela, kaj je v cepivu, pa moj otrok ni poskusna podgana. Ne bom noben eksperimentiral. Kajti čar tega, da je to poslovna tajna v tem, če se otroku kaj zgodi, če zboli, potem starši ne morajo tožiti korporacije. Ker bo sodišče zahtevalo, kaj pa bilo tisto v cepivu, ker je važno otroka poškodovalo. In ta starš ne uvedel. Prvi starš ne uvedel, da ne bo mogel dokazati, da je bilo to, da je za to res krivo cepivo. Se mora zvezno biti, ne? In on še ne ve, kaj je v cepivu not, vsako sodišče je zavrlo tožbo. Se pravi, so spet odgovornost preložili iz farmacevtskih teh multinacionalk na uporabnika, ki je prisiljen v cepljenju otroka. Ne, jaz pa poudarjam, da ima argument. Zahtevam sestavine, torej sestavo cepiva, tukaj ne bom vedel, kaj je noter, moj otrok ne bo cepljen. To mislim, da je najmanj, da je to vsako sodišče. Pa vendar v Sloveniji je druga praksa, na sodišču je že bilo izločeno tudi se pravi govor vesti za cepljenje in pač je bilo določeno, da starši morajo cepiti tega otroka.
Zdaj ne poznam tega primera, sem vprašanje, kakšne argumente so uporabljali. No, Sem povedal ta argument, ki mora delovati, torej ne more biti moj otrok cepljen za cepivom, ki je poslovna skrivnost. Za katero ne veš, kaj je noter. To je minimum standarda. Zakoni nam vedno bolj omejujejo naravne zdravilne rastline in zelišča. Bi lahko to bila neke vrste zaščita farmacije, ali so res rastline tako nevarne, da njihova uporaba lahko škodi? To je še ena kolosalna kraja, ne? Namreč, mi smo ta farmacija v Sloveniji doživeli v mehkih korakih, to ni bilo kar naenkrat. Mislim, da so 4 uredbe, ki so počasi privatizirale naše zdravilne rastline in jih prenesle v lekarne. Kar nekaj delo v teh zadnjih 2 letih prepoved, recimo, da naše tete pehte na tržnicah, naše želiščarice, se pravi, teta pehta, ne smejo prodajati hologa, ne smejo prodajati bezga, absurd. Torej, najbolj aparnike ali pa šentjanževke, skratka, zdravilne zelišča, ki praktično nimajo nobenih stranskih učinkov, in v katerih ljudstvo ogromno veže, to pa res ta znanja, ko grejo z vodo v rod, ti ukradejo na način z nekim izgovorom, to predstavlja zdravstveno ogrožene ljudi. Zdaj se nekaj vprašati. Torej, imamo zdaj recimo šentjanževko, ki je primer najboljše možnost zdravila proti depresije. Vidimo, da koliko je ljudi depresivnih, v tem času teh kriz in stresov. Torej, cvetlica, ki je posod pri nas razširjena, ki bi lahko ljudje uporabljali in bi lajšala tegobe depresije, je prepoved prodaje na tržnicah in omaknjena v lekarne. Jaz sem šel namenoma, bom povem primer, kupiti, da vidim, kako to oni prodajajo zdaj, to šentjanževko, konkretno, o kateri govorim, v lekarno Domžali, sem poprosil šentjanževko in dobim vrečko papirnato, ker je pisala gor samo šentjanževka. Nič drugega, sem ga čak imel. Kje so pa navodila, indikacije, kontraindikacije, doza. Ne, nimamo tega, sem čak imel. Bomo tudi podajati neko aktivno snov, ki ste ukradli ljudem, ki ste prepovedali svojo. Vse to nismo mi naredili, nismo nič ukradli, nič smo samo prodajali vseh deklarirano. Zahtevam tega deklaracijo. Ne. Torej, če bi bila taka skrb za zdravje ljudi, potem bi tudi bila natančna navodila za rabo. No, mislim, da bo to še predmet tega postopka, kajti aktivisti bomo sigurno na ustavnem sodišču zahtevali, da se odpravi, da se pokraji zdravilnih zelišč. Kajti stoletja so ljudje ta znanja zbirali. Mrzlo je bil tudi resnično v tej fazi, ko so ljudje testirali na stotine zeli, kjer delujejo, kako delujejo te zelišča. To so neka znanja, ki izbirajo iz pradavnine. So se ustno prenašali razvoda. In to so tudi recimo menihi po samostani, znamita Stična, ker je tudi pater Rastič njegov in iz teh starih zapiskov restauriral ta znanja, da to ne to ukrade, to je zame kriminal. No in smo spet po temu, ki se navezujeva z vprašanjem in z odgovori, ali naši predniki res niso nič vedeli in je treba pozabiti znanja, ki so jih gojili in razvijali tisočletja. Mislim, da jih rado potrebujemo, kajti svet bo kmalu ruševina. Verjemite mi, da s tem načinom, kot danes gremo, bo kmalu to znanje zelo cenjeno. Zelo cenjeno, kajti s tem upravljamo, kako preživeti v spremenjenih okoliščinah, naslednji korak je, kako preživeti v izrednih razmerah. In potem končni, ko je kolaps, ko pride do kolapsa civilizacije, ki je treba postaviti na lokalni ravni vse tiste koncepte preživetja, ki je edino, tukaj velikrat ponavljam v svojih soočenih pa predavanjih, da moramo stara znanja, da ljudi znanja, ki še niso poznani in postaviti lokalno. Implementirati stara znanja v novodobno in tehnologijo in življenje in sistem razmišljanja. Ta združitev je nujna, da zmišljamo vse stara znanja, kot neko vraževerje, pa beverje, in kajti na tipkovnicah računalnika ne bomo najdli odgovorov na preživetje.
ampak kveča do zgodovinske spomine. Se nam v imenu dobička v prihodnosti lahko zgodi prohibicija zelišč, tako kot pri konoplji? Bi lahko rekli, da je to omejevanje zelišč v bistvu privatizacija ali teh, kot so to storili semeni? No, semeni je bil poskus privatizacije, ker v zelišči sva že kar rekla, mislim, da kar večino stvari. V semenih moramo podati, da je lansko leto, takoj po tisti predlogu direktive o privatizaciji vode, so naredili korporativni lobisti veliko napačno, ker je nekaj mesecev kasneje so šli ven z uredbo o privatizaciji semen. Tle je večkrat historično pomembno pogledati malo nazaj. Torej, prvi eksces te vrste je narejen 1980. leta, ko so korporacijski lobisti prepričali takratno EU, da je izdala posebno direktivo, s katero je zapovedala standardizacijo, egalizacijo in registracijo semen. Kaj se je s tem naredilo? Torej, vsi ti postopki so bili zelo dragi in so po takratnih številkah bili nekje med 10 in 12 tisoč mark. Vsake registracije? Za eno sorto. To si male družinske kmetije, ki je največ v Franciji, enostavno niso mogli privoščiti. In po ocenah je samo takrat v Franciji propadlo med 7 do 8 tisoč družinskih kmetij, ki so živeli od semenarstva. Torej, zelo dolgo je to šlo. V ostali Evropi je bila ekonomija podobna. No, samo takrat ni bilo še te kritične družbene mase, da bi prišlo do reakcije. Medtem, torej od leta 80, 90, 2000 pa naprej do danes, so se začele postopoma razvijati številne mreže po Evropi, reševalcev, zbiralcev starih semen. Ker so se ljudje zavedali, da te stare sorte izumirajo, ko so prihajali novi hibridi iz korporativnih laboratorijev, patentirani, je to izumiralo. No? In tukaj se nabralo za tisoče starih sort, ki se ta društva pa gibanja združenja reševali. Recimo, vsaka dežela ima že svojo mrežo. Recimo, Avstrijci, s kateri smo zelo sodelovali, imajo Noitovo barko, Ark Noah, blizu Dunaja. Ti si ustanovitelj v Prekmurju? Ja, Maribor, skozi EPK Maribor, sem predložil, da je nujno, da Slovenci imamo svojo mrežo in se je pred 4 leti ustanovila Društvo varuhov semen, ki danes tu preko Ekocijo deluje preko cele Slovenije, in tu zdaj sodelovanje z Centralno mladinsko banko na Kmetijskem inštitutu. No, in moram reči, da ta sodelovanje čez mejo je bilo izjemno uspešno, kajti Avstrijci so nam izjemno pomagali. Sem imel 20 let prakse, sem dal dragocene svete, tudi software Schenker, dobesedno. Torej vidimo, da se da lepo sodelovati na neformalni ravni. No in jasno, vsi ti zakladi, ki so se nabrali, tudi v Franciji je izjemno močna mreža, ki ima ime Kokopeli, potem nekem božanstvu in nijancu, navajo. Teh zbirk so se hotele korporacije prilastiti. In so lansko leto prisilile spet Bruselj, da Bruselj dela podporo korporaciji, v predlog direktive, spet so zahtevali standardizacijo, egalizacijo in registracijo, kao da nobena od teh sorta spet se prodaja, niti menjava, če ni registrirana. In spet je zadnji velika številka. Ki bi spet uničila vse te mreže in jasno, s ciljem, da se to pokrade in se privatizira kot intelektualna lastnina korporacije. No, to ni šlo v promet, kajti javnost je poskočila, da je bilo organizirana v Evropi. No in potem so probali še jeseni lansko leto z neko popravljeno verzijo, umehčano, le sprav čisto ni šlo. Ljudje se ne dajo vsejo, kaj to pomeni. Tako se rojeva, jaz sem zelo vesel, da se tako rojeva evropski državljani. Tisto, ki so politiki nakladali o evropskem državljanu, ki bo čutil Evropo v svojem srcu, ki bo nosil to zamisel Evrope pa širil okrog, ne. Evropski državljan je stal zapor. To je najboljša garancija, da je trden, je ravno upor. Mi smo s tem uporom dokazovali in pri vodni direktivi in pri semenih in zdaj bomo pri tisi tudi, da je rojen evropski državljan z uporem, tudi z njim se mi zaigrati. In ta upor se bo samo širil. Se strinjam.
bi morali ljudje sami poskrbeti, da se ta stara znanja, o katerih sva prej govorila, izročila ohranijo ter nadaljujejo, namesto da kupujemo tako imenovana zdravila brez recepta in s tem podpiramo to privatizacijo zelišč. In kako lahko? No, jaz niti nisem to poskrbeh. Mislim, da Sloveniji, kar se tiče zdravilnih zelišč, pa tega zelo močna tradicija in tudi je še kar ohranjena. Mi moramo samo odpraviti te omejitve, ki so jedno jih vsile. Torej, prepoved podajanja tržnicam in tako naprej. To je treba nujno odpraviti, ker je to v tem primeru ima Slovenija izjemno tradicijo ljudskega zdravilstva. In to niso šalarani. Ja, seveda. Vse sva povedala prej, to so tisočletja zbirana in testirana se pravi naravne substance in naravne sestavine zdravilnih rastlin zelišč. Vedno več ljudi, med njimi tudi otrok, užije vedno več tablet. Je to res prava pot do zdravja? To je najboljša pot do odvisnosti, kajti moderna, zdaj ne veliko še drogi, ne sem mislim kot droga, ampak recimo, če gledamo zdaj, recimo, da je nek otrok hiperaktiven, hipermotoričen, da mu da potem predpišejo pomirjevala, mu spremenijo duhovno sfero, mu spremenijo duševnost, postane nekaj drugega. Celokemično sestavo. Potem dobi spet tretje zdravilo, skratka vidimo, da so sodobna zdravila toliko agresivna, s toliko stranskimi učinki, da ko enkrat začneš, se ta kupček, pa ta vrečka zdravil samo povečuje. Tako da največ lahko storimo za svoje zdrave, če čuvamo, ohranjamo in podpiramo svoj imunski sistem. Z naravnimi zdravili in z naravnimi zdravili. Tudi z načino prehrane, kajti 80-90% vseh degenerativnih obolenj znano prihaja iz industrijske hrane. Ljudje se danes trudijo ustrezati družbi ali pa jih družba želi utopiti v nekem povprečju. Pomembno je ugajati, pomemben je ugled, imetje, izobrazba, obenem pa se srečujemo z otopelostjo, apatičnostjo. Vedno več ljudi jemlje, uživa antidepresive, o katerih sva že nekaj govorila. Po uradnih statističnih ocenah je to 1/3 ljudi. Ali ni to veliko? Zakaj se sploh to dogaja? Ja, zavredili smo neko civilizacijo, ki ni pomen ljudi. To pomeni, da je neki 1%, kako rekel, 1% tistih, ki obvladajo centre moči in ki manipulirajo z 99% ljudi, jim je vsilil način življenja, ki ni človeški. Torej, in tudi besednak se spreminja. Mi imamo danes, mi več ne imamo pojava s pravo besedo. Da je bilo pojav opisan s tistim, kar resnično je. Ta besednak se imena, ki se kamuflira. Mi smo recimo rekli, včasih smo rekli, da je imperializem, danes rečemo tudi globalizacija. Tako. Iznajdajo nove besede, s katerimi nam zakamuflirajo nekaj starega. Staro žmohtni izraz, ki nekaj povedal, je zakamufliran z nekim novim izrazom. Drugače pa v bistvu dajmo gledati razvoj tehnike pa tehnologij. Še v 19. stoletju, ko je bila industrijska revolucija, je velika večina protagonistov te revolucije govorila, razvoj strojev bo olajšal delo ljudem. To se nam je zgodilo. Naši eksosomatski organi, ki so ojačali naše roke, naše noge, naše oči, naše ušesa, poznamo, so te tehnologije. Ampak nadaljevanje tega bi moralo biti skrajšanje delovnega časa. Pa se to ne zgodi? Ne, se delovni čas podaljšuje. In jasno, večja učinkovitost stroja bi morala pomeniti ne samo skrajšanje delovnega časa, tudi skrajšanje pokojninske dobe. Pa tudi bi morala pomeniti manj delovnih invalidnosti, manj... Vsega, predvsem višjo kvaliteto življenja. Zakaj smo zdaj stroje razvili? Vse tehnične pripomočke, ki na koncu obtičali v civilizaciji, ker je večina mladih brez služb, brez perspektive, ki se jim zapirajo obzorja, ki se jim podaljšuje mladost v neskončnost nekega šolanja, ki je čisto nepotrebno, v nekih privatnih univerzah, ki ne producirajo nič, razen da vžamejo denar ljudi.
In obenem imamo dva pola, torej ne tam, ki podaljšana mladost, na drugi strani pa to starost, ki je tudi podaljšana, ne? Stari ljudje so bili v vseh civilizacijah in kulturah nosilci modrosti. Ne? Danes imamo tragedijo, da so stari ljudje imajo značaj tehnološkega viška, oziroma dobesedno odpadka, družbenega odpadka. Vse je treba odstraniti neke domove, da ne bomo motil te idile turbokapitalizma. Torej imajo značaj odpadka, kar je katastrofa in sramotna za človeško družbo. Obenem se vam mladim podaljšuje šolanje v neskončnost, enostavno zato, da se njihov oporni duh ubije. Kdo je vidno opornih? Mladi pred 18-20. Danes so sred šolanja v strahu, da bodo končali šolo, ne, v strahu bodo dobili službo, ne, in so paralizirani. Obenem se pa koncentriran pritisk vrši na to osebno nosilno generacijo, ne, ki pa več ali manj od danes do jutra v službah ali na prekarno. Upeta v coni preživetja. Kaj nam je naredil ta silovit razvoj industrije, ne, in tega racionalizma, ne, in tega težne po neomejni akumulaciji, tem obljubam, to je zelo nevarno, da nam neka tehnologija pa znanost pa politika obljublja raj na tem svetu. Ne. Če nam cerkev obljubljajo, boste pridni, boste na unem svetu v raju, nam te obljubljajo, boste pridni, bomo treba narediti raj. Samo več me še paz zategnete. Vsakeč samo še malo. Še več me paz zategnete, še več me crkujte, še malo uničujte naravo, samo še malo rešujte kapitalizem pa bo raj. In zato, da to lahko potrpimo oziroma preživimo, nam ponujajo antidepresive. In je to sploh zdravilo, ali bi lahko rekli, da je to zgolj legalna droga? In kaj ta uporaba teh legalnih droge? To je psihično aktivna snov, ki poškoduje možgane, ne povedati. To je dejstvo. Jaz se v podrobnosti ne bom zdaj ukvarjati, ker mi je jasno zadeva, kako deluje in vse te psihoaktivne snovi, ki nam farmacija ponuja, konec koncev, od fluora v zobnih pastah. Vemo, zakaj so nacisti uporabljali ali pa komunisti v gulagih. Nacisti, ko so okupirali Poljsko, so v varšavski vodovod ogromne količine fluora spustili, so pacifizirali Poljake. Isto so delali recimo vojnim ujetnikom. Tako naprej. Skratka, vidimo, da zakaj je fluor v zobni pasti? Zato, da daje lepe zobe, da po vas prosti. Dokazal kontra je ogromno. Tukaj bi jaz povedal še, da fluor je tako kot vse te sestavine, ki nam jih ponujajo kot rešitev, je to v bistvu industrijski odpad. Pri industriji aluminija. Ko se je začelo v ZDA, zdaj se spomne industrija pravnica o bleščečem nasmešku Hollywooda. V začetku so bili ciljna skupina bolni, nato starostniki in danes so najbolj napadena skupina otroci. Zdaj je tudi že uradno, da je prenekatero cepivo preveč obremenjujoče za dojenčke, veliko jih je nevarnih, celo smrtno nevarnih, kar se je pokazalo tudi že na praktičnih primerih smrti dojenčkov in otrok. Kako je s temi cepivi? Nekaj smo že povedali. Ja, v glavnem sem povedala, da testo praktično ni, ne. Te so povedala, da sestava cepiv je poslovna skrivnost korporacij. Tudi sem se izvaja pritisk na starše za to obvezno cepljenje. So pa še nekaj stvari v igri, ki so zelo pomembne. Ena pomembna stvari cepiv je tudi govej ser. Ni čudno, da smo nehali raziskovati fenomen novih krav. Se niso odkaznili. V Sloveniji smo prešteli do 5, znamo do 5 šteti. Torej 5. nova krava je bila zadnja nova krava. Ampak ob enem so bile še nove krave, o kateri se ni govorilo. Ob enem so pa tudi bili ljudje pri nas, ki so zboleli za Noes Kreuzfeld-Jakobovo bolezen, torej so dobili prionovo bolezen in so jih deponirali v bolnišnico za duševne bolnike. Bi se ostali iz družbe pod lažno diagnozo pri nas, to mi je govoril zdravnik, na sveže upokojen. Torej vidimo, da iz teh krav, ki so jih recimo v Angliji, takrat okrog 480 000 govedi so pokončali, da bi ustavili BSE,
Koliko je teh živali še ne vemo, ampak gledajte, goveji sedem se upravlja kot na osnovni sestavini cepiv, ne? In lahko samo prioni. Torej, tveganje, da otrok s cepivom kasira prione je izjemno veliko. In preden se pojavijo znaki Creutzfeldt-Jakobove bolezni, takrat so bili ocenjeni, da nekako 15-20 let, ne? Kaj se jim dogajalo s to populacijo, nihče ne more napovedati, ne? Torej, vidimo, da so v cel sistem vljena ogromna tveganja in ne registrujejo, ki se ne poročajo ljudi. Se jih pa proizvajalci zavedajo? Ali se jih ne? Briganih, ne? Izjemno samo dobiček. Tako bi sem prej omenil, tudi na našem sodišču se ne upoštevajo temeljne človeške pravice do samoodločanja. Zakaj nimamo ljudje pravice samoodločanja od cepljenja? Zakaj nam to pravico je? Tako se je tu industrija uzurpira, kot vse ostale stvari. Če vidimo zdaj, recimo, zakonodajo z katerega področja, vidimo, da imamo cele sklope zakonodaje, ki so pisali dobesedno lobisti, ne? Korporacije pa teh močnih sil, ki so iza prve te družbe, ne? Ker posod najdemo te pisave po nareku, ne? Torej, najdemo absurdne kracarije, ki jih pač pravniki bogi pišejo potem po nareku, ne? In jim dajo neko pravno srajčko, nek navdih legitimnosti in legalnosti. Zadnji so čista ekspresija interesov kapitala. Profita, ja. So res vse otroške bolezni tako zelo nevarne? Zakaj obvezno cepljenje ne vsebuje le preverjenih cepiv za res nevarne bolezni? Zakaj koktejl cepiv, ki so tako agresivni, da nerazvit organizem močno poškodujejo? Zdaj, vprašljivo je, da že sam koncept cepljenja, ki se zdaj radikalno spremenil nekaj letih, ne? V zadnjih, recimo 20 letih, ne? Je koncept, ki je bila čisto nove tehnologije, ne? Ki so popolnoma nepreslužene. Jaz sem prej govoril o tisočih kemikalij, ki so v našem okolju, za katere sploh ne vemo. Mi smo še testirani, ne? In ravno to bila za cepiva, ne? Vse te sestavine, kaj ima kakšna interakcija. Glejte, znanost o življenju, ne? Kot je recimo biologija pa medicina, ne? To moramo posebej podati, je v svoji metodi znanstveni, ne? Pristala na redukcionizmu oziroma na empiričnem dokazovanju oziroma na induktivni znanstveni metodi. Z razvojem znanosti na drugih segmentih, ne, z razvojem kvantne fizike predvsem, ne, pa teorije kaosa, pa sistemske teorije, smo ugotovili že dolg nazaj, da fenomena življenja nam moramo opisovati z empirično induktivno metodo. Kajti življenje je toliko zapleteno, ne, da mi ne moramo z metodami fizike in kemije opisovati. So to dve stroki, ki sta temeljni za znanost. Torej, vsaki živi celici poteka vsak na trenutku nekako 3000 kemičnih operacij vse smeri. To je izjemno natančno regulirano s homostatskimi mehanizmi, ne. Ni računalnika, niti ni metode, ki bi lahko to opisali. Mi potem v ta sistem gremo z neko poenostavljeno, agresivno metodo, za bolna ambicija, da bo nekaj spremenili. No, to je to. Tako, ja. Kako to, da glavni mediji sploh o tem ne poročajo, ali pa zelo skopo, zelo se samo dotaknejo teh stvari? Je to spet neka tiha zaščita določenih lobijev? Logično, vse v bistvu mediji favorizirajo tiste stvari, ki so v interesu profita, ne? Ko smo že prej govorili, da ko se patentira določena aktivna snov, ki ima neke merljive učinke, ne, potem naredijo trg za to snov, ne, mora narediti problem najprej, ne. Če bolezni nisi jo izmislijo, ne, prašičja gripa se smo videli, ptičja gripa je podobne zgodbe, ki so več izmišljene, zato da se nekaj proda. Tega lahko pričakujemo vedno več, ne. Ali se pa tudi recimo niža standard za neke parametre, s tem upravljam tudi na primeru holesterola, pravim holesterol histerija, ne. Enostavno so dopustne koncentracije toliko znižali, ne,
da z samo operacijo znižanja dopustne koncentracije v krvi so dobili 100 milijonov novih pacientov v Evropi in tako naprej. To se dela še v farmaciji, ne? Podobno recimo s krvnim pritiskom, ne? Torej, kjerkoli parameter lahko variramo v tej smeri, da se pospešuje prodaja neke primisli, nekaj deluje. Ali lahko sami poskrbimo za lastno zdravje po naravni poti? Ali kdo dan zdravi z naravnimi zdravili, zdravi vzrok, ne pa simptomov? Ja, mislim, da lahko predvsej sami postorimo, za osnovni tonus zdravja. Znameniti francoski fiziolog Andrej Voisin je napisal stavek, ki mi je segel, torej naše zdravje korenini v prsti, v zdravi prsti. Ne? Torej ne v zdravih rastlin v prsti. Ne? Zdravje prsti definira zdravje rastlin, torej življenje, ohranjeno življenje v tleh, ohranjene zdrave rastline, da imajo biotsko kvaliteto, aktivne snovi. In če mi te rastline imamo, potem bomo tudi mi zdravi. Tle bi videl še neko veliko zanimivost, ki je tudi znani. Torej, če vidimo mi zdaj korenine rastlin, ki sem prej govoril, da korenine v prsti, ali pa prejavila človeka, recimo črevesje, vidimo, da je, če vidimo zdaj nek koreninski sistem, da ima vsaka korenina koreninske laske, ki imajo stik s humusom prsti. Zdaj pa dajmo to obrniti kot rokavico in dobimo črvo. Imamo znotraj črevesja imamo humus. In so naši koreninski laski v bistvu črevesne lesice, ki segajo ta humus. Če to obrnemo, dobimo korenino, ki pa laski segajo tudi v humus, ki pa obdaja korenino. V tem primeru gre za popolno analogijo. In ta analogija notrnega humusa človeka, pa živali, ima popolnoma histološko relevanco v rastlinah, kajti ravno tako imamo 3 plasti in v tej srednji plasti, ki je najpomembna za delovanje našega imunskega sistema, se nahajajo mlečno-kislinske bakterije, Lactobacillus bifidus, Acidofidus. Torej, in iste bakterije, ki so naše črevesje, so tudi v korenin rastlin. O tem govorijo vsi. Torej, vidimo, da narava ponavlja uspešne rešitve. Morfološka anatomska malo drugače zgleda, ampak če vidimo, kako se te inverzije, te preslikave v naravi delajo, potem nam je jasno, da je naše zdravje, naša odpornost, odvisna od zdravja vsebine našega črevesja. O tem govori tudi antropozofija in pa homeopatija, homeopati. Ravno to sem hotel reči, da mogoče poznaš kakšen, jaz sem slišal, da se že v Sloveniji razvija antropozofsko zdravljenje in da mogoče, če poznaš kaj, kakšno tako, jaz bi pozval, rečemo tudi gledalce in gledalke, da se lahko poslužijo že tega tudi v Sloveniji, da se razvija to društvo. No, v korenih primerov, pa nas ne poznam, vem pa, da so v svetu zdaj ravno tako, kot sem rekel, če so Angleži v Švicariji tudi že izvaja prenos vsebine črevesja iz zdravega človeka na onega, ki je neoporno. Torej, fenomen je neverjeten. Če povprečen človek ima nekako 50 milijard celic v svojem telesu, potem je teh bakterij, ki živijo v nas, 500 milijard. Torej, na vsako našo celico je 10 bakterijskih. Vidimo, da smo bolj bakterijski kot človeški. Zdaj jasno, vsaka nespametna raba antibiotikov pomeni, da bomo mi predvsem poškodovali to floro. Ne samo, da bodo antibiotiki nam uničili te patogene, ki so nas napadli. Ampak bo še razsulo po celotni flori v črevesju. Zato se posledično dogaja padec odpornosti in ne samo tista diareja po antibiotični terapiji. To je samo en znak, da je nekaj hudo narobe na črevesju. Pa smo spet tukaj pri tem ravnovesju, katerega moramo ohranjati, katerega tudi narava sama ohranja.